jaz delam v tem polju, predvsem otroške literature, fantazijske, kjer pač veš, da so vreta ne boš videl. Tako da je super, ker se je ustanovila ta nagrada Vasja Cerarja in potem tako, da se znajdeš v taki eminentni družbi ob dveh prevajalcih, za katera veš, da oba super prevajata, da od katerih obeh z užitkom bereš njune prevode in da si potem tudi ti zraven je super. Na eni strani fino je to, in tako dobivam, kako hodam po šolah, odzive, vidim, kako so dejansko tudi pasji možje pa tu skozi izposojeni, ampak tako tudi lahko te stroka prepozna, ti kar popiha malo na dušo. Mislim, da tle bilo najtežje začeti, čisto zaradi tega, ker vse skupaj se je začelo že pred, mislim, da 21 leti, s tem prvim kapitanom Gatnikom, ki je bilo pravzaprav tudi moje prvo resno prevajalsko delo. In dejansko se pravzaprav zdaj sam še nekako nalaga na eno veliko goro, po kateri je pravzaprav poti že poznan, ampak vsake dolg časa pa iz idej v pilki spusti tam iza grmovja ali pa iza kakšne peči ven, da pokuka kakšen nov sistem besednih iger, kakšna nova premetanka. Včasih se zdi, da kakšno prav tako reče, to da bomo pa naredili tako, da bojo prevajalci se mučili, in jaz rečem, v redu, dajmo. In ja, predvsem se mi zdi, tudi to je po svoje sreča, da je avtor dejansko pač je tri glavne like, so to tri serije zdaj že postale, se pravi, da je vsakič tudi on sam imel možnost, da se je malo na nov izumil, da sam ni zapadel v preveliko rutino in tudi potem prevajalcem potem to zraven daje skozi nekaj novega. Pa fino, ja, so pa liki, ki jih poznaš, ker veš, kako se obnašajo, veš, kako govorijo, kaj so njihove fraze. Svet je postavljen z neko to prevajalsko strategijo, ki se je, rekel, zmedila skozi prvih nekaj knjig. In tako da je precej lažje delati, kot pa če bi moral vsakič, dobiti nekega novega avtorja in se s tem obadati. Dejansko so to kratki teksti, da niso neki taki dolgotrajni, da bi rekel, da bi en prevod nosil mesec, 2 meseca. Je pa res, da ponavadi so te stvari kakšne premetanke, pa to te pa dokler ne razgreš oreha, te pa spremlja. Se pravi, pa doskrat se tako zreče, ok, to da bom jaz pustil, si ne označiš, to moraš prevesti na koncu, ampak greš, tudi vmes, ko se greš stran od računalnika, se kam pelješ, skozi nekje zadnji, pač to preračunavam. Čez kratko tekst, se pravi tudi majhen oblaček, ne moreš ti, da bi videl, potrebujem nekaj razlagalnega, ne moreš, ker se pravi, si moraš tudi to ekonomijo prostora upoštevati, pa seveda po svoje pa tudi super, ker ti pa da z vsemi temi nekimi medmeti, ki so zadnje naphani v ozadje slik, ti da pa še dodatno neko kreativo, pa včasih se tudi to, da pač malo pogruntaš, kako boš kaj prevedel, glede na to, če so ti kakšne kratice, pa če je to kakšen emblem, da mogoče uporabiš iste začetnice, da potem ni treba oblikovalcu vsega na novo pisati in risati, ampak da lahko pač tiste začetnice ohrani. Zdaj, kakšne besedne igre, kar doma, v krogu družine, zdaj si mi sicer že toliko odrasel, da včasih smo, v redu, tako da, ne vem, rekel bi mogoče, da sem jaz izmeril tukajega otroka in v meni se prostore dosti, da se da sam en otrok, ampak ne trije lahko skrijejo not, da nekako mi rata pošteka, da že ko sam prebere, se reče mu to bo kulta malim ali pa, ne, boš kaj, da se malo bolj počakati. Mogoče tudi trenutno teh nekih otroških film bi delal Jamija Smarta, če bi se pri nas, nekaj smo se že, ene založbe vem, da so se nekaj pogovarjale, da pač Luškin oziroma Bunny vs. Monkey čisto utrgani strip in Britanca, ampak
me je sreča, ko ponavadi me najdejo, no, tako kot recimo, da Hildo ve, da sem ponujil, da vem, koliko 3-4 založba sem kazal, ni vas zanimajo, ni prostora, ni. Pa me pa iz-za ovinka, ker sem menil za nek drug strip, da so pa zdaj tako, pa tale strip imamo, bi te mogoče zanimati. Ja, tako da stripi pridejo pa do tebe.